Ja, mi smo, naša skupina je predvsem pogledala aktualni program naše stranke na področju šolstva. Seveda, pogledali smo tudi, kar je pomembno, tudi koalicijsko pogodbo, katere del je bila Slovenska ljudska stranka v preteklem letu, in tu moramo poudariti, da smo uspeli v to koalicijsko pogodbo vključiti veliko iz našega programa, kar se tiče področja šolstva. Seveda, žal je pa ta mandat bil prekratek, da bi seveda lahko vse tisto realizirali. In seveda smo pogledali tudi trenutno koalicijsko pogodbo aktualne vlade na področju šolstva, ki pa pravzaprav področju šolstva daje zelo majhen poudarek. Ampak tisto bistveno, kar smo se spraševali danes na tem posvetu, in ta posvet je služil predvsem kot neki okvir konkretnim zadevam, o katerih se bomo pogovarjali v nadaljevanju, sta predvsem dva vprašanja, in sicer, kaj lahko ponudi šolski sistem našemu otroku, pa ne samo otroku, celotni družini, in pa seveda drugo vprašanje, kakšen kader šolajo naše šole, pravzaprav od vrtca do univerze, in pa seveda za kakšna delovna mesta. To je tisti okvir, ki smo ga na tem srečanju postavili, in pravzaprav iz teh dveh vprašanj bomo razvijali konkretne zadeve, in sicer zadeve v zvezi z, to se pravi, kakšna je pomembnost vzgoje na področju šolstva, predvsem vzgoje za vrednote, kaj narediti z maturo v nadaljevanju, ali matura v takšni obliki naj se obdrži kot je, ali v kakšni drugačni obliki, kaj z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovni šoli in tako dalje in tako dalje. Tako da ta skupina je danes dala predvsem okvirje dela na področju šolstva, seveda čaka pa to skupino, strokovno skupino še veliko dela.